Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci, cenjene gledalke. V studiu gostimo poslanko v Državnem zboru iz vrst stranke Gibanje Svoboda Tamaro Vonta. Dotaknili se bova nekaterih aktualnih vprašanj, tako lokalnih kot širših. Naša gostja pa bo poleg tega predstavila glavna področja svojega dela v parlamentu. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav vsem. No, po nekajletnem premoru ste se maja lani vrnili v poslanske klopi. Zdaj, ko je že preteklo nekaj mesecev, lahko tako od blizu ocenite klimo in stanje v državi in na političnem parketu. Kako torej ocenjujete aktualni mandat v primerjavi z vašim prejšnjim? Jaz bi morda uvodoma predvsem rekla, da je precej zahtevnejši od prvega. Kljub temu, da seveda so že takrat bila številna aktualna, številna težka vprašanja, tudi to, kako ne rečem, kar konstantno razpolovljanje slovenske družbe, ki je, če vprašate mene, v veliki meri umetno sproženo, je že takrat postavljalo številne izzive, ampak recimo, da zdaj v tem trenutku pa dejansko je teh odprtih vprašanj in zares težkih vprašanj, ki zadevajo celotno našo družbo in državo in nas kot skupnost, je veliko več in so veliko težja. Tako da je tudi delo v parlamentu, bom rekla, kar zelo intenzivno. Tudi to se vidi, seveda, tako ali tako so mesečno redne seje, ampak po številu še dodatnih, torej izrednih sej, tako plenarnih sej, kot tudi posameznih odborov. Jaz mislim, da je to eden najbolj, zagotovo do sedaj najbolj aktivnih in delovnih mandatov. Omenili ste nekatere teme, ki so težke. Katero bi recimo izpostavili? Zdaj verjetno tudi glede na to, kaj se spremlja po medijih, pa tudi glede na to, kar dejansko ljudje izkusijo na svoji lastni koži, je to zagotovo zdravstvo. Moje osebno prepričanje je, da ta mandat, oziroma bom rekla kar ta vlada, ta sklic, ta koalicija bo obstala ali padla ravno na področju zdravstva, v to sem prepričana. Zdaj, zadeva je seveda ni od včeraj. Zelo težko mi je poslušati tako kritike, kot tudi eno, ne vem, na splošno, ko ljudje svoje lastne stiske, kar počnemo vsi, nekako iščemo, ne bom rekla krivca, ali pa iščemo rešitve, iščemo tudi krivca, ampak krivec v tem primeru seveda je mnogoter in zadeve so se kuhale desetletja, to zagotovo lahko rečemo, ne. Seveda je COVID tukaj naredil eno dodatno brazdo, ki je samo še poglobila to krizo, ki je dejansko že obstajala. To ni nekaj novega, ne. In to tudi ni nekaj, s čimer se srečujemo samo v Sloveniji, ne. Je pa, da rečem, tisto, kar smo prinesli sabo do te točke, morda toliko bolj zaskrbljujoče, toliko globje kot nekje drugje in ta prepad se je potem in te težave so se seveda samo poglobile. In tu se ne da stvari več krpati. Jaz imam en tak občutek, da na številnih področjih, tudi na področju zdravja, se je pač zdravje oziroma zdravstva se je krpalo, se je gasilo. Ampak zdaj so stvari šle tako daleč, da so potrebne korenite spremembe, če sploh želimo ohraniti to, kar smo imeli ali pa kar imamo. Sicer tega enostavno ne bo več. Tega se moramo zavedati, stvari ne bodo več takšne, kot so bile, spremembe so torej nujne. In ta reforma mora biti, mislim, ta reforma je dejansko nujna, res nujna, najbolj nujna. Ja, zdravstvena reforma je ena od reform, ki nas čakajo oziroma vas čakajo v letošnjem letu. Zdaj, del mozaika zdravstvene reforme je reforma plačnega sistema v javnem sektorju, vsaj po besedah zdravstvenega ministra Bešič Loredana. No, plačna reforma ne bo posegala le v zdravstvo, ampak seveda na vsa druga področja. Kar nekaj anomalij je v obstoječem plačnem sistemu, recimo delovna mesta s plačo nižjo od minimalne so ena od teh. Kako komentirate predlog plačne reforme? Ja, prav tako, kot ste rekli, seveda. Dejstvo je, da
če bi začeli spet nekako, seveda, obliži so se na začetku dajali, tudi zato, da v bistvu dejansko ta velika trenja, da enostavno omogočiš vsaj kolikor toliko normalno delovanje, to pač moraš narediti in ves čas mora biti tu neka komunikacija s sindikati oziroma z vsemi deležniki, z vsemi vpletenimi. Ampak gašenje požarov, kot sem že prej omenila, tako ne gre več. Skratka, narediti treba ene korenite spremembe. In dejstvo je, da spremembe tako velike in tako globoke nikoli niso lahke in tudi nikoli niso sprejete z odprtimi rokami. Ljudje pač, vsi smo takšni, da po eni strani hrepenimo po spremembah, po drugi strani pa ne vemo, kaj bodo prinesle. In seveda, če prinesejo nekaj, bom rekla, da vidimo nekaj, kar bi lahko vplivalo na kakovost našega življenja, ki bi bila slabša ali kakorkoli, smo seveda toliko bolj previdni ali pa toliko bolj to spremljamo in toliko bolj smo na to občutljivi. Ampak dejstvo je, da zdravstvena reforma bo morala spremeniti veliko stvari. In ena od teh, recimo, če začnemo, tako da rečem, da ne začnemo spet samo z gašenjem požara, ampak začnemo na tej osnovi, torej spremembo plačne reforme, spremembo teh razredov, plačil in s to anomalijo, ki je bila zame osebno vedno nekaj nepojmljivega, kako je to mogoče, da ima nekdo, ki dela in to plačo, ki je nižja od minimalne plače in mu država, tako se pač reče, plačuje razliko do minimalne. Meni osebno se zdi to tudi v bistvu tako do samega človeka se mi zdi zelo nedostojno. In to je ena od anomalij, ampak anomalij je cel kup. Zakaj? Plačna reforma, ki je bila, ali pa ta plačni sistem, ki jo imamo, to je bil sprejet, postavljen leta 2008 in že takrat dejansko ni bil realiziran tako, kot je bilo načrtovano. Tako da so se anomalije z leti samo stopnjevale. In jaz osebno moram reči, da je ministrica Sanja Ajanović-Hovnik ena tistih, ki ji jaz osebno najbolj zaupam. In prepričana sem, da je plačna reforma, ima vso mojo podporo na področju plačne reforme zagotovo in prepričana sem, da jo bo tudi izpeljala. Seveda ne bo lahko. Seveda se ne bo lahko pogovarjati tudi z 46 reprezentativnimi sindikati. Seveda bo treba odpreti številna vprašanja, ne samo plač, ampak še vsega ostalega, kar gre s temi avtomatizmi, s to uravnilovko. Skratka, cel kup bolečih tem. Ampak spet, če se tega ne lotimo, potem res drvimo v prihodnost, ki je zelo negotova in na koncu dejansko bomo vsi na slabšem. Dejstvo pa je, da plačna reforma takšna, kot je začrtana in takšna, kot bo seveda tudi izpogajana, nikomur ne bo poslabšala situacije, kar se mi zdi bistveno. Skratka, nihče ne bo dobil manj. Zdaj pa seveda bodo ljudje rekli, pa kako je to mogoče, saj ne more to biti, ampak je lahko, zato ker je anomalij toliko, da se v bistvu lahko tukaj stvari uredijo tako, da bodo za vse boljše. Tako kot pri zdravstvu, recimo, tudi lahko rečemo, da nekatere stvari so takšne, da je problem organizacijski, zelo velik problem organizacijski in to se ve že desetletja in seveda nekaterim takšen kaos tudi ustreza. To se moramo zavedati, da so skupine ali pa so deležniki ali pa so tudi interesi, ki v takem okolju, bom rekla, malce kaotičnem, nedorečenem, kakorkoli, precej lažje živijo. Mislim, da 1:7 naj bi bilo to razmerje med najnižjo in najvišjo plačo, kar je nekoliko več sicer, kot je trenutno. Zdaj ta reforma naj bi stopila v veljavo, če se ne motim, z januarjem 2024. Ja. Ali mislite, da gre za nekako preveč optimističen scenarij? Jaz osebno mislim in tudi moram reči, da takšna je vizija predsednika vlade, pa predsednika naše stranke tudi, vedno si je treba postavljati neke roke. In ti roki seveda morajo biti optimistični. Te roki ne smejo biti
Ne vem, da si pa potem res vzamemo, ker potem zelo težko pridemo do tega. In se mi zdi, da je čisto pravilno, da so roki postavljeni tako. Recimo letošnje leto seveda bo zelo aktivno leto, bo zelo dinamično leto, bo leto pogajanj in vsega in priprava vseh zakonskih, podzakonskih in drugih aktov, da bi potem do te realizacije prišlo. Ne izključujem seveda, da se bo kakšna reč morda bolj zavlekla, ampak se mi zdi zelo pomembno, da si postaviš realen rok, ampak ne pa seveda, da potem čakaš, saj je še dosti časa in se potem stvari zelo počasi obračajo. Se mi zdi to boljši pristop. In jaz verjamem, da bo ministrici oziroma vladi to uspelo. Delujete v različnih odborih oziroma komisijah. V odboru za kulturo ste predsednica in v odboru za kulturo se med drugim precej ukvarjate z mediji, kar vam je tudi sicer blizu. Drži. Žal se v tem mandatu ne ukvarjamo toliko z mediji kot celoto, z vsemi mediji, ampak se ukvarjamo predvsem z enim medijem, predvsem z javno RTV. In to je dejansko, moram reči, zdaj v tem prvem letu vlade zagotovo eno glavnih področij na področju kulture. Stvari niso rožnate. Jaz večkrat sem že poudarila, da veste, pri RTV-ju dejansko je podobno kot pri ostalih temah, o katerih smo govorili. In zakaj? Tudi na RTV-ju se je dogajalo to, da so leta in leta se je vedelo, da obstajajo težave, takšne, drugačne in tretje, ampak dejansko je veljalo, da kdor se loti zakona RTV-ju, kdo se loti RTV-ja, tako ali tako bo izgubil volitve. To je ena stvar. Izgubi tudi na javnomnenjskih, na podpori javnega mnenja, če se ukvarja z RTV-jem. Če pogledamo zgodovinsko, kaj se je dogajalo z vsemi predlogi zakonov RTV-ja, ki so prišli v javnost, vidimo, da so vsi zelo klavrno končali. Lahko se vprašamo, zakaj. In zelo hitro tudi dobimo odgovor, ne. Spet smo mogoče tam, da je vsem ustrezalo eno takšno dokaj kaotično stanje, v katerem so lahko ribarili, ne. In seveda, potem je pa prišel, jaz osebno verjamem, da se ne bodo vsi z mano strinjali, ampak nič za to. Moje osebno prepričanje je, da to, kar se dogaja v zadnjem letu ali pa tudi že prej tam, kar se je pa začelo dogajati leta 2020 na RTV-ju, je za mene na nek način državni udar. Tukaj ne gre za to, da govorimo, da imamo mi levo ali pa desno televizijo, ali leve pa desne novinarje, pa leve pa desne scenariste, pa leve pa desne maskerje in podobne neumnosti. Tukaj gre za to, da mi govorimo, ali imamo profesionalce, ki znajo delati predvsem govorimo seveda o televiziji, radio je tukaj v manjši meri, zato ker televizija je pač tista, ki jo ljudje še vedno pri nas dojemajo kot najbolj vplivno, ne. In zato radio se pusti malo na miru, ampak to je seveda po korakih gre, ne. Začneš najprej z informativnim programom televizije in potem gre do spremembe naprej. In stvar je v tem, da tukaj ne govorimo ne o levem, ne o desnem, govorimo o ljudeh, ki znajo delati televizijo in o ljudeh, ki so v materiji, nimajo pojma. In tukaj imamo problem. Jaz nimam problema, toliko bom rekla pač, seveda, vedno je tako, da novinar teži k temu, da prihaja proti idealu, ki mu rečemo objektivnost in se mu seveda skozi življenje in skozi delo bolj ali manj približuje, ker tudi novinar je človek. Ampak eno takšno, bom rekla, razgrajanje ene osnovne materije, medijske materije, ki je dejansko neko vezivo slovenskega naroda, je pa za mene nekaj grozljivega. In to, kar mi danes delamo, ni dobro. To ni dobro za nikogar in to se je treba zavedati. Sploh pa to ni dobro za nekaj, čemu rečemo profesionalnost. Pa jaz pod profesionalnost ne razumem samo to, kar govorimo zdaj politično uravnoteženo in podobno. Ampak to je tako, kot bi nekoga dali za zdravnika kar takole čez noč. Dejstvo je, da če ti želiš voditi recimo eno najbolj gledanih informativnih oddaj, eno najbolj priznanih informativnih oddaj, potrebuješ določene stopnice, da prideš do tja
In to ni narejeno kar tako. Tudi vsak zdravnik, kar naenkrat takoj, ko opravi fakulteto, ne gre operirati, ne vem, možgane, neke zahtevne operacije. Skratka, tudi tukaj so neki procesi, ki morajo teči. Zdaj jih ni. Zdaj je to nekaj groznega. In dejansko je tu se treba umakniti, ne samo naša politika, vsa politika umakniti in prepustiti, pa jaz ne bom rekla neodvisnosti, ker to je vedno tako, avtonomijo tej instituciji, avtonomijo. No in vi imate na mizi med drugim zdaj pobudo za oceno ustavnosti novele zakona o RTV-ju. Zakaj pravzaprav gre? V bistvu je bila vložena zahteva ustavni presoji, ali je ta novela zakona o RTV ali pač je ustavno vzdržna, da rečem, in o tem odloča Ustavno sodišče. Ustavno sodišče odloča o 2 točkah. Prva točka je tista, ki se imenuje začasno zadržanje tega zakona, torej ali se ne bo ta zakon še izvajal do nadaljnega. O tem Ustavno sodišče za zdaj še ni odločalo. Druga točka, v katerem pa bo odločalo, pa je to odločanje, ali je zakon pač ustaven. In o tem bo odločalo Ustavno sodišče. Naš odbor pa seveda sprejme ali ne sprejme, pač odvisno mnenje o tem vprašanju, ki ga poda Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora. Ob tem pa seveda tudi še mnenje vlade oziroma pristojnega ministrstva. No, ne moreva mimo lokalnih tem, pa se tokrat dotakniva energetskih. Jedrska elektrarna Krško 2 in odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. Oba projekta z dolgo brado, pri obeh se zatika. Kako na to, da se postopki vlečejo toliko časa, pravzaprav gledate zdaj, ko ste poslanka? Nič drugače kot prej, ko nisem bila poslanka, ali pa še kot prej, ko sem bila novinarka. Vedno, kadar se postopki tako vlečejo in zatikajo, vemo, da gre za velike stvari in za velike interese in za veliko interesov. Tako da jaz mislim, da je to ena osnovnih reči. Prvo kot prvo, graditev drugega bloka jedrske elektrarne, zdaj, če vprašate mene kot Krčanko, sem seveda za, ampak je pa to ena odločitev, ki jo moramo sprejeti kot država. Torej, vendarle gre tukaj za eno temeljnih odločitev in tudi za eno, bom rekla, finančno najtežjih odločitev, finančno najtežjih, najbogatejših odločitev naše države. To, da pa, kar se pa tiče skladišča, vas pa spet vprašam, lahko pač kot novinarje, vedno, da v bistvu, da se malce pogleda, zakaj za vraga toliko časa traja, da mi ne pridemo do tega skladišča. Kaj je v ozadju? In odgovori ponovadi niso tako zelo zapleteni. Ampak zdaj smo tako rekoč tam. Sicer, kolikor vem, gradbeno dovoljenje še vedno ni pravnomočno. Kolikor vem, je to zato, ker gre za tožbo enega od, bom rekla, poslovnih subjektov iz okolice in ki dejansko nekako zavirajo, da bi šel ta projekt naprej. Ampak jaz mislim, da je to prehodnega značaja in da se bo to rešilo in da bo končno se to začelo graditi in potem tudi varno spravili v ta silos. V Krškem imate poslansko pisarno, kamor se lahko na vas obrnejo občani. S kakšnimi vprašanji pravzaprav prihajajo k vam? Vprašanja so zelo različna, niso pa vedno, oziroma bom rekla, pogosteje so vezana bolj na lokalni nivo, kot pa na tisti, ki ga lahko seveda potem še v Državnem zboru rešujemo ali pa na ministrstvih, ali pa so tudi povezana, tako kot je v bistvu vse delo, ko ne moremo čisto ločiti, tole je samo lokalno, tole je pa državno. Tako da so različna, precej pa jih je, največ pa moram reči, da jih je na področju okolja oziroma prostora. Zanimivo je, da prihajajo tudi iz drugih občin k meni. Je pa seveda malce težavna, ker praviloma imamo ponedeljke imamo poslanke in poslanci rezervirane za delo v lokalni skupnosti. Ampak kot rečeno, v tem mandatu imamo zelo pogosto izredne seje ali pa kakšne druge seje tudi ob ponedeljkih, tako da se zelo pogosto zgodi,
da me takrat, ko piše na vratih, pač tam ni zaradi enostavno drugih obveznosti. Zato mi je še veliko ljubše in veliko lažje se uskladim, če me pač ljudje pokličejo oziroma mi napišejo mail, ker na mailu sem pa res noč in dan. In se potem lahko dogovorimo mogoče tudi kdaj drugič, tako da ni težava dosegljiva. Dosegljiva sem vedno. No, vprašanja so pa, kot rečeno, največ teh tudi z področja kulture, tako da ja, kar. Kako pa sodelujete z lokalno skupnostjo? Zdaj po lokalnih volitvah ima Mestna občina Krško novega župana, občinski svet se je premešal, tudi stranka Gibanje Svoboda je tam razmeroma dobro zastopana. Ja, v bistvu imamo največje število svetnikov, mestnih svetnikov, tudi z novim županom seveda sem se že srečala, sva tudi, bom rekla, na vezi ves čas, kadarkoli je kaj potrebno. Nekaj stvari smo že tudi operacionalizirali, tako da seveda tudi na lokalnem nivoju se stvari še postavljajo. Jaz računam, da bo teh izzivov, bom rekla, kjer bom jaz nekakšen most med lokalnim in državnim, kar nekaj in kar veliko. In zagotovo, čeprav moje stališče vedno je bilo, da dejansko si kot poslanec, si pač poslanec v nacionalnem parlamentu, ampak zagotovo je pa tudi, prihajaš pač iz enega okolja, ki bi mu želel pomagati, seveda, zagotovo, če si tu doma, ne, se pač trudiš, da v bistvu pri vseh odločitvah, ki so na nivoju nacionalnega, da poskrbiš, da rečem, da poskrbiš ali pa da zagovarjaš to, da se dejansko ne bi tvojemu koncu, se pravi tvojemu kraju, da ne bi šlo slabše kot drugim, ampak se pač boriš za to, ne. Tako da jaz mislim, da na tem področju bo kar nekaj izzivov, nekaj se jih je že pokazalo, ne, recimo ta želja, da se sedež sklada za financiranje razgradnje prenese v Ljubljano ali pa kam drugam, to smo seveda, to sem pač ustavila skupaj, tukaj moram reči, s kolegico Natašo, poslanko iz Brežic, s katero zelo dobro sodelujeva, se tudi povezujeva, vedno in še posebej, kadar gre za Posavje. Tako da tukaj ni nobenega rivalstva, ampak dejansko sodelujeva skupaj in se boriva za Posavje. Približujeva se h koncu današnjega pogovora, zato samo še eno vprašanje. Nedavno ste bili izvoljeni za podpredsednico Parlamentarne skupščine Sveta Evrope. Kakšna je pravzaprav ta vaša nova vloga? Ja, Parlamentarna skupščina Sveta Evrope, v bistvu je Svet Evrope organizacija, v kateri se je Slovenija priključila, ravno letos mineva 30 let, tako da je to dejansko res posebno leto. In tokrat seveda je bila Slovenija tista, ki da enega od podpredsednikov parlamentarne skupščine, ne, torej enega od teh teles, ki ga Svet Evrope ima. Tukaj smo pač zbrani vsi poslanci vseh nacionalnih parlamentov, ki so pač članice Sveta Evrope. Tako da sem zelo počaščena, da sem bila pač izbrana za podpredsednico. To pač pomeni seveda, da te zasedanja parlamentarne skupščine se zelo pogosto potem zgodi, seveda, da tudi občasno vodiš kakšno zasedanje. To je v bistvu zelo, mislim, tako bom rekla, kar impresivno. In je pa tukaj seveda celo število tem, ki se nanašajo na človekove pravice, na pravno državo in na uveljavljanje demokracije. Kajti prav Svet Evrope je bil tisti, ki je v zadnjih 2 letih, predvsem na področju medijev, opozarjal na vse anomalije, ki so se recimo v Sloveniji pojavljale. Prav Svet Evrope je tisti, oziroma parlamentarna skupščina, ki izbira tudi evropske sodnike za sodišče za človekove pravice. Tako da v bistvu je Svet Evrope ena
bom rekla, bolj uveljavljenih in bolj močnih multilateralnih organizacij. No, v okviru te moje naloge moram reči, da sem bila zdaj tudi izbrana za opazovalko volitev v Črni Gori, tako da v bistvu prihodnji teden za konec tedna odhajam pred misijo na pogovore glede predsedniških volitev v Črni Gori, potem pa tudi seveda na sam dan volitev, se pravi, to je pa potem 20. marca sem tudi tam in potem se v skladu s tem izdaja poročilo in podobno. No, tako. No, tako na tej točki tudi zaključujeva današnji pogovor. Hvala za obisk v studiu. Hvala za vabilo in lep pozdrav vsem. Vam, spoštovani gledalci, cenjene gledalke, pa hvala za pozornost in nasvidenje.